Prijazen pozdrav v našem studiu evropski poslanki doktorici Romani Jordan. Dober dan. Dober dan. V Varšavi se je zaključila 19. mednarodna konferenca o podnebnih spremembah. Kakšno je ozadje? Kaj se tam sploh tam dogovarjate? Ja, glede na to, da je to že 19. konferenca, to pomeni, da je že neka kontinuiteta v mednarodnem prostoru. Te konference potekajo pod okriljem Združenih narodov in izziv, kaj razrešiti, je prav to, da se očisti ozračje, da ljudje začnejo izpuščati manj toplogrednih plinov, kajti že pred 2 desetletjama je tudi na politični ravni prišlo do odločitve, da je treba na tem področju ukrepati. Podnebne spremembe so namreč globalen problem in torej ni dovolj, da ukrepajo le posamezne države ali posamezne regije. Rezultat tega dela je bil zaenkrat Kjotski sporazum, po katerem so razvite države morale zmanjšati svoje izpuste. Žal ga niti razvite države vse niso ratificirale, tako da je rezultat tega sporazuma bolj slab. Zdaj smo že v drugi fazi Kjotskega sporazuma, samo 14% vseh globalnih izpustov pokriva, tako da se vsi zavedamo, kako zelo je potrebno pripraviti nek globalen sporazum za vse države tega sveta ali pa recimo za večino teh držav. Vseh verjetno nikoli ne bomo imeli zraven. Včasih se zdi, doktorica Romana Jordan, da se veliko razpravlja, ampak ni pa pravih učinkov, ni prave želje nekaj pa premakniti. Kakšno je pa vaše opažanje? Tudi moje osebno mnenje je tako, strinjam se povsem z vami. Sicer letos za Varšavo nisem pričakovala ne vem kakšnih korakov naprej, ampak tik pred to konferenco so se vendarle zgodila 2 pomembna dogodka. En dogodek je, da so znanstveniki, ki delujejo pod okriljem Združenih narodov, objavili svoje 5. poročilo o tem, kaj se na Zemlji resnično dogaja. To poročilo ne temelji samo na modelih, se pravi na neki predikciji, ampak oni izvajajo številne meritve, opazujejo, kaj se dogaja in dejali so, da podnebne spremembe zdaj po njihovem mnenju so pa zagotovo posledica človekovih dejanj. To je tisti očitek, ki so ga mnogokrat uporabili tisti, ki so dejali, da nam ni treba ukrepati. Sedaj vemo, znanstveniki v tej sredi so glasni in to je več kot 100 znanstvenikov vrhunskih na tej ravni. Hkrati so nas pa opozorili na številne meritve, tako glede segrevanja ozračja, oceanov, kislosti oceanov, tanjšanja ledenikov, tanjšanja ledu v Arktiki in tako naprej, skratka alarmantna opozorila. Hkrati se je zgodil tudi doslej najhujši tajfun na Filipinih. Tudi tu so neki izračuni, da je bil že posledica tega segrevanja, da je bila ta oceanska plast zgornja že toplejša in na podlagi tega so fizikalne razlage, da so tudi seveda potem ti vremenski pojavi močnejši. S Filipinov smo dobili na začetku konference njenega političnega dela zelo ganljivo prošnjo, naj vendarle ukrepamo. Tudi sama sem bila žalostna in razočarana, da nismo dosegli kakšnega vidnega napredka. Na določenih področjih sama ocenjujem, da smo celo nazadovali v Varšavi. Kaj ste pričakovali? K čemu ste vendarle strmeli? Ste imeli kaj uporabnega v rokah, udeleženci? Ja, strategija Evropske unije je bila takšna, da naredimo vse, kar je mogoče, da države spodbudimo k ukrepanju že naslednje leto, da bi lahko potem do leta 2015 imeli globalni sporazum. Kajti cilj teh pogajanj zdaj je, da v letu 2015 dosežemo sporazum, ki bo predvideval takšno ukrepanje držav, da se Zemlja ne bo pregrela več kot 2 stopinji Celzija. In Evropska unija je predlagala, da države že naslednje leto, v prvi polovici leta, pošljajo svoje zaveze, kaj so pripravljene in kako so pripravljene k temu prispevati, zato da bo potem res v letu 2015, da bo ta sporazum možno doseči. No, zgodilo pa se to nažalost ni, kajti zdaj imamo po tem, kar je bilo v Varšavi sprejeto, besedilu, da naj države pošljajo svoje ukrepe v prvi četrtini leta 2015. Kar je pa še huje,
Še huje je pa to, da zdaj niti nimamo več v tej pogodbi zaveze, se pravi, da naj države pošljajo svoje zaveze, ampak da imamo v besedilu izraz prispevek, da naj države pošljajo svoje prispevke. To je pa veliko bolj ohlapen izraz, tudi ni neka zaveza, se pravi, da države lahko še od tega odstopijo, skratka, mnogo manj je, kot bi bilo potrebno. Jaz upam, da bodo državniki prisluhnili Ban Ki-moonu, generalnemu sekretarju Združenih narodov, kajti Ban Ki-moon jih je že povabil na srečanje v septembru naslednjega leta in jih je tudi pozval, naj državniki že predtem pripravijo svoje plane in načrte, kako bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Doktorica Romana Jordan je z nami v studiu, pogovarjamo se o odmevu ravnokar zaključene 19. mednarodne konference o podnebnih spremembah, končala se je v Varšavi. Tam so države pogodbenice nadaljevale s pogajanji, kje pa je tule mesto Slovenije? Slovenija se pogaja v okviru Evropske unije. Evropska unija ima kot svoje pogajalce predsedujočo državo Svetu Evropske unije, to je zdaj Latvija, in pa komisarko, to je bila komisarka Connie Hedegaard. In tam na tistem prostoru, ki ga zakupi Evropska unija, smo vedno prisotne 3 inštitucije, se pravi Svet z ministri, tudi Slovenijo, potem Evropska komisija in pa delegacija Evropskega parlamenta z 10 poslanci letos, in tudi Slovenija je imela pač mene kot Slovenko in pa predstavnico Evropskega parlamenta. Letos se žal minister iz Slovenije konference ni udeležil in tudi to kaže nek odnos Slovenije do te problematike, ki se je poslabšal, kajti v predhodnih letih je v glavnem po mojem spominu minister iz Slovenije bil prisoten. Vendar jaz mislim, da kljub temu, da zdaj morda postavljamo določene teme pred podnebne spremembe, recimo finančno krizo, gospodarsko krizo, mislim, da se bomo morali tudi s tem resno ukvarjati, kajti izračuni kažejo, da je to področje pravzaprav še pomembnejše. In tudi ta izhod iz krize, ki ga načrtujemo, bi moral temeljiti na trajnostnih tehnologijah. Eno z drugim pravzaprav. Tako je, sploh ne gre eno brez drugega in Slovenija se bo morala tudi ozreti v ukrepe, ki bodo pospešili razvoj gospodarstva, teh jaz zaenkrat še ne vidim. In ti ukrepi bodo morali biti taki, da bodo spodbujali investicije v trajnostne tehnologije. Ker prav to zmanjšanje izpustov ostaja tako trd oreh, da smo očitno pripravljeni ljudje zapraviti naš planet, preden bi se ozavestili in spremenili svoje navade življenja. Ja, problem je v tem, da če želimo ukrepati, seveda moramo zvišati svoje okoljske standarde. To pa kratkoročno nekaj stane, na dolgi rok lahko sicer na ta račun nekaj privarčujemo. Problem pa je, predvsem velike izpuste imajo sektorji, ki konkurirajo na mednarodnem globalnem trgu, in če jim recimo samo v Evropi preveč zvišamo neke okoljske standarde, dejansko ne bodo mogli več konkurirati, mi bomo v Evropi izgubljali delovna mesta, hkrati se bo ta industrija selila v tretje države in tam povzročala verjetno še višje izpuste, kot jih povzroča tu. Zato je tako pomembno, da dosežemo ta globalni sporazum, da bodo sektorji, ki se pojavljajo na globalnih trgih, potem tudi lahko globalno konkurenčni, da bo ta tekma, se pravi, poštena. Pravite, da zdaj ni več zaveze, so le neki predlogi prispevki vključeni v ta sporazum. Kakšna je zdaj na pot naprej? Pa tudi govorimo, državniki naj bi se streznili, naj bi prišli s svojimi načrti, ste razlagali malo prej, ampak se mi zdi, da je tule pa res vsak posameznik tudi odgovoren. Vaše mnenje? Ja, moje mnenje je, da naj ljudje vendarle spremljajo, kaj delajo njihovi politiki in so aktivni državljani in zahtevajo od politike, da ukrepa, da konkretno ukrepa na teh področjih, kajti politika bo ukrepala samo, če bodo ljudje od njih to zahtevali. Hkrati seveda lahko sam pri sebi tudi pogleda, kako lahko prispeva, vendar je tu ključno, da delujemo skupaj, da delujemo usklajeno in da se ta sporazum doseže na mednarodni ravni. V Sloveniji bodo naslednje leto volitve v Evropski parlament, potem bomo imeli verjetno kmalu tudi volitve v Državni zbor in tako naprej. In jaz upam, da niti ljudje in konec koncev niti novinarji, ki ste pomembni medijski usmerjevalci, kam gre diskusija, da ne boste prezrli tovrstnih tem.
Doktorica Romana Jordan, zdi se mi pomembno še nekaj, tudi potrkali ste na naše srce s Filipini, pa se ljudje kar ne premaknemo, nikoli nismo imeli tolikšne možnosti zreti v nek drug svet, zdaj imamo tu sliko, imamo številne poročila, tehnologija je tako napredovala, da se dejansko preselimo nekam, kjer ljudje trpijo. Zakaj nas nič ne premakne in pravite, da to pa zdaj res znanstveniki poudarjajo, to so že posledice podnebnega segrevanja? Po eni strani ugotavljam, da nam mediji pomagajo, da včasih pokažejo na tisto najboljše, kar je v naših srcih, ko se recimo v Sloveniji organizirajo razne dobrodelne akcije, zelo pristopimo k temu in se mi zdi, da pokažemo veliko srčnost. Ko se pa dogaja nekaj zelo daleč stran in ni organizirane pomoči, potem posameznik pač zamahne z roko in reče, saj nimam vpliva. To je res žalostno in mislim, da se moramo še na ta način zbuditi, da postanemo aktivni državljani in da začnemo konec koncev razumeti, kaj to demokracija je. Včasih se mi res zdi, da smo neobčutljivi do ljudi, ki so na nekem drugem koncu sveta, ki živijo čisto drugače kot mi, ki okušajo revščino, ki jo mi tukaj v Sloveniji nikoli ne bomo okusili in da si ne znamo pošteno priznati, da te razmere, v katerih živimo, vse tisti, ki imamo delo, ne, tisti, ki so brez dela, so res v težkih pogojih, ampak tisti, ki imamo delo, se moramo zavedati, da to okolje, v katerem živimo, ni samo rezultat našega dela, ampak da so na tem delale generacije prej in da so seveda tudi izkoriščale naravne vire. In ker so izkoriščale naravne vire, se je zgodilo nažalost na tak način, da ima to neko posledico. Industrijska revolucija, izraba premoga, nafte, plina ima neko posledico in žal te posledice zdaj čutijo prav ljudje, ki so v teh najbolj revnih predelih sveta, zaradi tega, ker niti nimajo nekih zmogljivosti, denarja, države niso na tak način organizirane, da bi jim lahko pomagali. Hvala lepa, da ste prišli tudi v naš eter in predstavili sklep ravno kar končane mednarodne konference o podnebnih spremembah. Doktorica Romana Jordan, prav zato, ker to ni tema, kar tako za zraven, ampak je tema, ki bi morala biti, če ne že v prvih vrstah, pa vsaj usporedno ob prvih novicah. Ja, in hvala Radio Ognjišče, da tako skrbno poroča o teh temah, človeških temah, ki so povezane z našo humanostjo. Hvala lepa za obisk in lepa dven želim. Enako, hvala lepa.